110 let je dolga doba in 110 let AMZS že piše zgodbe o ljudeh, prav posebnih ljudeh, naših članih. Brez njih ceste ne bi bile take, kot so. In najbolj zanimivo je to, da v 110 letih še vedno obstajajo ljudje, ki imajo za seboj izjemne zgodbe. Vstopimo v ta tehnični trezor za menoj. Že na začetku, v drugem letniku fakultete v Ljubljani, sem izvedel, da se v domači vasi prodaja topolinček. Gospod je bil mehanik na državnem posestvu, pa je tega topolinčka čuval, pa ga je uporabljal. Veste, takrat so bili, če se prav spomnim nazaj, samo 4 avtomobili v Beltincih, to je bilo konec 60 let, mogoče 5. In je tudi ta topolinček marsikatero žensko peljal v bolnico, rekel, ko je bila sila. In je karizmatičen, torej ima zgodovino, in če zdaj naprej navezujeva s tem topolinčkom, ker v bistvu to je pa tudi nek povod bil, jaz takrat nisem vedel, ker sem ga celo pobarval vijoličasto, torej da bi zbujal neko pozornost, nisem še vedel, kaj je to oldtimer v pravem pomenu besede, ampak avto je bil vedno zanimiv, kamorkoli se pripeljal, so ljudje to gledali, imel sem celo zalepljeno eno nalepko, znak Volvo Line, in zdaj, ko sem ga dobil nazaj, ker vmes, moram reči, ga je en kolega, ki sem ga skoraj šenkal, meni se zdi, ga je še zvozil do konca in te je enostavno avto za 20 let nekam poniknil in ga ni bilo. No, in te naslednja sreča je pa seveda bila, ko sem ga v začetku 90 let ali pa tam sredi 90 let ponovno obnovil, dobil istega nazaj, tako da je še zdaj lahko vidite v moji garaži in to je pa bil nostalgični povod za ukvarjanje s starodobniki in pa vse, kar je tu nastalo, je zatem nastalo. Tako da to je definitivno hobi, ljubezen do tega in največ sem se naučil sigurno z prvim avtomobilom, z obnovo oziroma restauriranjem prvega avtomobila. Ja, jaz mislim, da je to zelo pomembno z več vidikov. Prvo je seveda, jaz vidim pomoč na cesti. Razvoj avtomobilizma je šel tako daleč, da si danes sam dejansko ne moreš pomagati pri motorju skoraj nič. Pokličeš AMZS in do zdaj imam zelo dobro izkušnjo, vedno so relativno hitro prišli, ko je bilo treba, in tudi potem pomagali. Druga stvar je pa seveda nekako združevanje, izobraževanje, bi rekel, to se mi zdi izredno pomembno, ker tak je Avtomoto zveza, ti spremljaš razvoj, bi rekel, motorizacije, na koncu koncev bereš tudi vaše glasilo berem in dobiš neke napotke, lažje se odločiš tudi za nakup, kaj je slabo, kaj je boljše, kaj je manj dobro in to se mi zdi najbolj pomembno, te dve stvari. Varnost na cesti je izredno pomembna. Posebej še, če dosti kilometrov delaš, tako da bi svetoval absolutno v članici se, ne da zdaj vam delam reklamo, razumete, v članici v Avtomoto zvezi, ker imam samo pozitivne izkušnje, kot sem že prej povedal. Glejte, zdaj, če govorim o avtonomnih vozilih pa električnih vozilih, to je sigurno prihodnost. Ampak jaz še vedno pravim, mi, ki uživamo v vožnji, predvsem z oldtimerji, je ta vožnja za dušo. In zdaj, kakor hitro ti rabiš avto za komercialne namene, to pomeni, se ti predaš, to je glih tako, se pelješ z vlakom, pa samo gledaš na uro, kdaj boš prišel do končnega cilja, bo isto z avtonomnimi vozili, ampak še vedno bo fajn imeti doma v garaži en avto, s katerim se boš ti lahko alternativno za dušo pelal. Zveza starodobnih vozil Slovenije, ki smo zastopniki te mednarodne organizacije v Sloveniji, tako zvani ANF, skrbimo za to, da bi se lahko še dolgo starodobniki vozili, da ne bi bilo omejitev na cestah. Ker problem je tudi, avtonomna vozila bodo tudi take spremembe prineslo na cestah, da bo potem vprašanje, ali se boš lahko sploh starodobnikom pelal, kje se boš lahko pelal. Dejstvo je, da se ne boš vozil po avtocestah, po takih cestah, saj se tudi zdaj ne rad peljem, se rajši peljem po neki regionalni cesti, pa kjer je več ovinkov, pa sence, pa se malo staviš, pa tako, razumete. Se nekdaj vozili, in to pa se bojim, da bo omejevano. To so velike razlike. Je pa res, da gre vse naprej, čim manjša poraba, čim bolj racionalno izkoriščen motor in
to je pač to, s tem se je treba sprijazniti. Zato pa imamo tudi oldtimerje, da se za dušo z oldtimerji vozi. To je avto zelo naporen za vožnjo. Torej, naporen v tem smislu, trdo zmetenje, trese, slišiš zvok, stalno je glasen, jaz sem sicer malo naglušen, ampak še vedno ga dobro slišim. In ko utrujen, prijem zbel, večkrat se zgodi, ko gremo ali v Srbijo na srečanje, ali na Hrvaško dol, Dalmatijo, veste. Pa se pripeljem domov teh 500-600 km, pa sem fejs zmatran. Pa avto zapelje dotri, pa se bi takoj, se rekel, če bi se bilo zdaj treba še 100 km pelat, ko sem doma bi se pelal. Pa sem utrujen, mislim, da sem vse povedal. Vsak v teh avtomobilov ima neko dušo. In dejstvo je, da tudi če si ti do starodobnika prijazen, vsak avto ima neke svoje omejitve tehnične, da ne pretiravaš. Saj, včasih si daš tudi malo duška, pa on to ve, ampak ti bo vedno vrnil tudi to, kar boš ti njemu dal. Se pravi, to je vzajemna lastnost in če si ti do njega res prijazen, bo tudi ti bo vsak starodobnik to vračal. Dvojno. Če se ti lotiš enega projekta restauratorskega pri vozilu, da je treba poznati zgodovino. Je treba najprej zelo dobro poznati zgodovino, pa preštudirati dotični tip avtomobila do potankosti, predno se lotiš restauriranja. Drugo je, če ti kupiš avto narejen, ampak tudi takrat je lahko velika zadrega, če kupiš mačka v žaklju, veste. To moram povedati, moje izkušnje je ta, jaz sem vedno kupoval avte, te, ki so za delo. To pomeni v slabem stanju. Gledaš pa to, da je vse na njem, oziroma da je čim manj stroškov potem z dokupovanjem ali pa izdelavo nekih strateških delov, če se le da, da ne govorim razni inštrumenti, razne stvari, ki mogoče se zelo težko dobijali, pa ni danes več. In svetujem mladim, tisti, ki se želijo podati na to pot starodobništva, da res tisti avto, ki ga vidijo njihove oči, ki si ga želi, da ga najprej res dobro pozna. Če nekdo ima ambicije delati to sam, eno so ročne spretnosti, druge so teoretična znanja. In jaz vam povem, jaz imam svoje izkušnje, pač naučil sem se marsikaj, zdaj se učim še zdaj tudi, ko sem že v pokoju, 6 ali 7 let. In mi je vedno delati nekaj izziv in se skušam maksimalno posvetiti rešitvi tega problema.